Zdaj, odvisno, kdaj vi to, kdaj v letu vi preverjate to situacijo. Če jo preverjate na Veliko soboto, to je en dan pred Veliko nočjo, takrat, ko blagoslavljamo jedila, bi si človek mislil, da so vsi katoličani. In ko nesemo pubeci, gobe. Ja, zjutraj in potem recimo, ko se nese k žegnu po domače, če nas imak blagoslavo jedil, bi rekel, to poslušajte, sami katoličani. Zdaj, če mi dovolite, da sem še malo iskriv in rečem, zdaj, ko je papež umrl tudi, ne, ko da so vsi sami katoličani. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, petkova izdaja Večerovega dnevnega podcasta Večerje zjutraj, ki ga zelo vestno in pozorno spremljate. Za vikend pa, kot ste vajeni v tiskani in spletni izdaji Večerovih vsebin v daljšem, morda celo malo bolj sproščenem formatu. In ta teden, ki ga podčrtamo v Večer za vikend, se je začel z novico, ki je pretresla svet. Umrl je namreč na velikonočni ponedeljek papež Frančišek. O tem je bilo že kar nekaj povedanega, zapisanega in tako bo tudi v prihodnjih tednih. Smo se pa na Večeru odločili, da bi na to temo govorili z gostom, ki ima kar nekaj znanja podlage na to temo, torej o cerkvi in tudi nenazadnje v Rimu, kjer je deloval kar nekaj časa. Naj vam predstavim tokratnega gosta mojega, jaz sem Miha Dajčman, z menoj pa je duhovnik Klemen. Pozdravljeni, Klemen. Lep, dober dan. Klemen Gartner, letnik 97, pred 2 letoma ste postali katoliški duhovnik nadškofije Maribor in eden od 3 novomašnikov tistega leta v Sloveniji, torej leta 2023. Po odločitvi mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla pa upravljate pastoralno, organizacijsko in siceršnjo pomoč na zavodu Antona Martina Slomška. Drži? Absolutno in popolnoma drži. Če smem dopolniti še eno malenkost, med vikendi pa pomagam župniku na Pobrežju, stolnemu kanoniku Stanku Prazniku. In med vikendi, ko sem pri njem, tudi berem vaš časnik. Odlično, to nas zelo veseli. Klemen Gartner, povejte mi, kako ste vi doživeli ta velikonočni ponedeljek? Torej, jaz moram najprej priznati, da sem velikonočni ponedeljek dopoldne preživel zelo sproščeno doma, ker sem imel sveto mašo načrtovano za zvečer in sem jo potem tudi dejansko zvečer opravil skupaj z verniki na Pobrežju. No in dopoldne sem bil jaz v domačem kraju, pri starših in malo naokrog in potem sem nekako dobil SMS, si videl to, ono, tretje in kar hitro sem ugotovil tam po 10. uri dopoldne, da se je zgodilo to, kar ste že povedali, da se je, torej da je umrl papež Frančišek. In ja, res nas je, mene osebno, ta novica pretresla, predvsem zato, ker se je na prvi pogled zdelo, da se papežu Frančišku po težkem zdravstvenem stanju, ko je bil dalj časa v bolnišnici, zdaj stanje nekoliko izboljšuje. Še na velikonočno nedeljo, na samo veliko noč je celo spregovoril par besed, pozdravil vernike in vsi smo upali in mislili, da se bo njegovo zdravstveno stanje popravilo. Zato je bil to res šok. Se vi spomnite zadnjih konklav oziroma smrti mogoče Janeza Pavla II? Torej, jaz se smrti Janeza Pavla II. Ne spomnim, on je umrl leta 2005, zanimivo, tudi čisto blizu velike noči. Teh konklav se ne spomnim, takrat sem bil še premlad, no, saj sem tudi še vedno mlad, ne, mi da smo oba mlada. Ampak spomnim pa se nekoliko konklav, v katerih so izvolili aktualnega papeža, papeža Frančiška, po odstopu Benedikta XVI. To prvo javno naznanitev, da imamo papeža, habemus papam, sem takrat spremljal preko televizije in spomnim se, kako je papež takrat pozdravil, papež Frančišek. Buonasera, dober večer, kar seveda za rimske škofe, ki so bili pred njim, ni bilo tako zelo običajno. In večer je še vedno dober.
tudi z veliko vsebinami o papežu ta teden. Vas preseneti, da ko se zgodijo takšni dogodki, da cerkev, ki sicer v tradicionalnih medijih sicer nima toliko prostora, zavzame takšen medijski prostor? No, najprej, zdaj, ker ste ravno omenili vsebine, ki ste jih že objavili ta teden, ja, ko sem videl, da ste, mislim, da intervjuvali v enem od svojih podcastov tudi gospoda magistra Cesnika, sem si rekel, no, pa bom res v zanimivi in dobri družbi, se moram potruditi, kaj bom povedal. Tako da, ja, spremljam zdaj v zadnjem času toliko bolj novice povezane s papežem. Glejte, preseneča ali ne, me niti ne preseneča, ker papež kot tak je figura, ki vseeno pomembno zaznamuje svet in civilizacijo, v katerem živimo, civilizacijo, v kateri živimo, tako da me to ne preseneča pretirano. Kaj pa nekakšen odnos, ki so ga ljudje gojili do papeža Frančiška, nekako je simpatija že tudi izven katoliške cerkve, v katoliški cerkvi pa kdaj tudi poskrbel za dvigovanje prahu? No, zdaj, če uporabim eno tako prispodobo, ker ste na začetku rekli, da bo ta pogovor malo bolj sproščen, torej, glejte, pa jaz ne želim zdaj stvari tako idealizirati, kot bo idealizirana ta prispodoba, ampak vsaj tudi doma. Otroci imajo včasih očeta poln kufer, ne? Tako da to se pač zgodi in se je kdaj zgodilo tudi s papežem. Je pa res, da je papež Frančišek znal pritegniti pozornost za dobro. On je preprosto vedel, to je bil navdih, mi, ki smo verni, verjamemo, da tudi navdih Svetega Duha, on je preprosto vedel, kako komunicirati z javnostjo. Počel je malenkosti, ki so pritegnile pozornost. Od tiste prve, ko je šel sam plačati račun za bivanje kot kardinal pred konklavom v Vatikanu, vsi so o tem poročali, pa kazali tisto sliko, ko stoji pred pultom in čaka, da mu izdajo račun, do končno čisto zadnje njegove odločitve, ki je povezana z njegovim pogrebom. Povejte mi, gospod Dajčman, kdaj ste se mediji toliko ukvarjali z raznovrstnimi krstami, kot se ukvarjate pri pogrebu papeža Frančiška? On je z svojimi odločitvami, z svojim nastopom znal pritegniti pozornost in seveda je to pozornost potem uporabil za to, da je oznanjal to, kar je on bil. On je bil dejansko Kristusov služabnik. Ker ste me izvali, mogoče odgovor, res je, mediji, tradicionalni mediji, ne poročamo veliko o dogajanju v cerkvi in o krstah takšnih ali drugačnih. No, to se referira na njegov pogreb, ker vemo, da je spremenil zdaj rituale povezane z pogrebom. Mene zanima pa rituali, ki se zgodijo ob smrti papeža v cerkvi, slovenski cerkvi. Kakšna navodila, kakšne, ne vem, so navodila, sledijo od škofa, od škofovske konference, kakšna navodila za vas duhovnike, in ki jih morate posredovati kasneje vernikom? Torej, najprej na ravni vesoljne cerkve, na ravni svetovne cerkve, na ravni svetega sedeža novico sporoči Camerlengo, to je kardinal, ki je odgovoren v cerkvi za obdobje izpraznjenega Petrovega sedeža, takrat, ko ni papeža. Ne? Ta kardinal najprej sporoči novico, da je umrl sveti oče. To je prva stvar. In če se spomnite od ponedeljka tistega posnetka ikoničnega, ko 4 prelati stojijo v kapeli in tisti prelat, ki je prebral novico, to je bil Camerlengo. No, to je prva stvar, ki se zgodi potem, ko papež umre. In to se zgodi na ravni vesoljne cerkve. Zdaj, če pa se preselimo v krajevno cerkev, v cerkev na Slovenskem, pa potem je na ravni tiskovnega urada škofovske konference, ki ga trenutno vodi dr. Gabriel Kavčič, po pooblastilu slovenskih škofov, ne, tiskovni urad potem potrdi smrt papeža in izda navodila za žalovanje, navodila za molitev, navodila tudi za javen spomin papeža zdaj po njegovi smrti. To, kaj konkretno pomeni, da bodo vaši gledalci vedeli, kaj to konkretno pomeni, da so potem slovenske škofje so odločili,
kako se bo zvonilo z zvonovi, spomnilo vernike in vse ljudi dobre volje na to, da je umrl papež Frančišek, kako se bo papeža Frančiška spomnilo pri svetih mašah, v cerkvi, in podobne reči. Vse to potem spada v ta navodila, ki jih izda potem škofovska konferenca in objavi tiskovni urad. In potem, ko so konklave, sledi... No, še preden so konklave, mi, katoličani, molimo, da bi bil res Sveti Duh na delu v konklavah, in potem, ko je novi papež izvoljen, seveda pridejo do neke mere nova navodila, njega se spominjamo pri sveti maši, spet zvonimo in tudi v cerkvenih objektih izpostavimo njegovo fotografijo in podobne bolj ali manj protokolarne reči, ampak ne samo protokolarne, tudi duhovne. Kakšnega papeža si želite? No, zdaj, napačno vprašanje. Vi bi me mogli vprašati to, kar zdaj vsi sprašujejo. Kdo bo? Ne, kateri je vaš kandidat? Ne, to novinari sprašujejo, kateri je vaš kandidat za papeža? Ja. Glejte, lahko omenimo še to, da v bistvu napovedi v zadnjih desetletjih bojda niso bile točne, ker smo pač že lahko prebiramo, kdo so favoriti za mesto papeža. Le mislim, da pri Ratzingerju, da pač je bilo res, če bi gledali stavnice, da pač je bila kvota na njega, če se lahko tako izrazim, najnižja. Ampak sicer pa so te napovedi zelo nehvaležne. No, kar se tiče Ratzingerja, ker se zdaj Ratzingerja omenili, Ratzinger je bil eden od najožjih, če ne najožji sodelavec papeža Janeza Pavla II. Papež Janez Pavel II. Je bil markantna osebnost znotraj in zunaj cerkve. Zaradi njega in nekaterih drugih ljudi je dejansko v Evropi padel komunizem. Dvakrat je obiskal Slovenijo, tudi napisal je ogromno cerkvenih dokumentov, odločilno vplival na cerkev danes in njegov najožji sodelavec Josef Ratzinger mu je pri tem izjemno pomagal. Zato se je takrat leta 2005 nekako že skoraj pričakovalo, da bo njegov naslednik njegov najožji sodelavec, ker so vsi želeli, da bi se ta duh Janeza Pavla II. Nadaljeval. Zato je bilo takrat, mnogi so razmišljali o tem, da bo res Ratzinger. Pa še to, na pogrebu papeža Janeza Pavla II. Je Ratzinger dejansko imel izjemno čuteč, izjemno intelektualno močan, izjemno spoštljiv nagovor, pridigo, in tudi to je takrat pokazalo kardinalom in vsej cerkvi, pa tudi svetu, to je smer, ki želimo, da se nadaljuje. Zato so takrat mnogi že pred konklavom govorili, da bo Ratzinger. Zdaj, kar se pa tiče mojega kandidata, je pa tako, mogoče me ne bodo zdaj ljudje najbolje razumeli, ampak veste, vsi papeži do Frančiška imajo najmanj eno stvar skupno. Vsi so dobili naslednika. In jaz mislim, da ga bo tudi Frančišek dobil. In papež je pomemben, njegova figura je tista, ki katoličane povezuje, njegova figura je tudi tista, ki kaže neko drugo smer svetu, tudi tistim, ki niso verni. Ampak po drugi strani je pa res tudi nekaj. Cerkveni nauk, cerkvena tradicija, sveto pismo, če hočete, se ne bo spremenilo, ne glede na to, katerikoli papež, kdorkoli bo prišel za papeža. Sveto pismo bo ostalo enako, tudi nekako cerkveni nauk bo ostal enak. Zato jaz bolj kot razmislek o tem, kdo je moj kandidat ali kdo ima največ možnosti, mislim, da moramo najprej zaupati temu, da je mi, ki smo verni, da je pri vseh teh procesih na delu tudi Bog, in potem se zavedati, da, kot že rečeno, vsak papež dobi naslednika. Ja, in tudi Frančišek ga bo. Ja. In morda se bo takrat slišala, pa bo to komentirala na kak neformalen ali formalen način. Ampak res me zanima, kakšnega pa si želite? Kakšen mora biti po vašem mnenju? Kakšen nastop mora imeti
kaj mora zagovarjati, o čem se naj oglaša in o čem ne. To, kar recimo vidijo verniki na vsak dan z njegovim nastopom. No, kar si jaz želim, čeprav je to zdaj malo samovšečno, da jaz zdaj tukaj javno v mariborskem dnevnem časopisu razlagam, kaj jaz želim, kakšen jaz želim, da bi bil papež. No, ampak vseeno, bom šel po tej poti, ker mi tudi malo prija, priznam. Glejte, kar si jaz želim je, da bi se po eni strani nadaljeval ta sproščeni duh papeža Frančiška, kar se tiče pristopa do ljudi. Papež Frančišek je bil izjemno odprt papež, ki je bil rad z ljudmi, papež, ki je, kot sva rekla že na začetku, ljudi pritegnil, in to je gotovo ena stvar, za katero jaz upam in verjamem, da bo tudi njegov naslednik našel pot, da bo blizu ljudem. Kajti to je pomembno. Končno je papež tukaj zato, da ljudi potrjuje v veri, da ima znanja pač Boga, ne? Zato je papež. Gotovo pa si želim tudi, da bi nas bodoči papež, nas kristjane, nas katoličane potrjeval tudi v tem, kar mi smo, da bi bil naša trdnost, naša opora in da bi nam, kako ne rečem, ko bo to potrebno, tudi pomagal iskati smer in nam smer tudi konkretno pokazal. To si želim. Zdaj, kako bo pa to počel, to pa prepuščam njemu in Svetemu Duhu, pa kardinalom, ki ga bodo izbrali. Ne? Kardinali, ki izbirajo, ki glasujejo, to me zanima, mislite, da so tam kakšna lobiranja? Da se pogovarjajo, da je ti tega, jaz onega. Jaz ne vem, kako kardinali delujejo, to bi mogli vprašati koga drugega. Obstaja kak Slovenec, ki bi vam lahko kaj o tem povedal, ampak to nisem jaz. Skratka, jaz ne vem, kako kardinali delujejo. Kar pa lahko rečemo, je pa naslednje. Glejte, z vsem dolžnim spoštovanjem, naj se to ne sliši samo všečno, katoliška cerkev, rimokatoliška cerkev je ustanova z najdaljšo institucionalno zgodovino v naši civilizaciji. 2000 let. In ko vi sprašujete o lobiranju, ko sprašujete o raznovrstnih neformalnih pogovorih, prepričevanjih, igricah, če hočete. Ampak to je del institucije, ki tako dolgo traja. Ja, torej v zgodovini se je dogajalo že marsikaj, ne? V zgodovini so se tudi stepli. Jaz ne pričakujem, da se bodo zdaj tepli, ne? V zgodovini se je zgodilo to, da so škofje tudi koga tepli, ne? Z palico, ker je predstavljal težavo za nauk, predstavljal težavo za vero. Jaz ne pričakujem, da se bo to zdaj dogajalo, ampak kaj želim reči? V instituciji seveda potekajo tudi neformalni pogovori. In seveda tudi med kardinali potekajo neformalni pogovori. In zdaj bom rekel naslednje. Jaz tudi pričakujem, gledajte, to so možje, ki so bili izbrani za to, da več kot milijardi katoličanov ob pomoči Boga izvolijo naslednika apostola Petra. In nujno je, da se pogovarjajo med sabo formalno. Formalni pogovori so se že začeli, en dan po papeževi smrti je bilo že prvo srečanje kardinalov ob 9. zjutraj, in zdaj ti formalni pogovori se bodo nadaljevali, bliže, ko bomo v konklavu, več jih bo. Dejstvo pa je, da se tudi neformalno pogovarjajo. Ne? Se vsi neformalno pogovarjamo, ko imamo kak projekt. Tudi ko imate vi kak projekt, kako prireditev ali kaj takega, se pogovarjate formalno, pa se pogovarjate tudi neformalno. In jaz osebno v tem ne vidim nič slabega, če se formalno in neformalno pogovarjajo. Naj se pogovarjajo in naj se dogovorijo. Zdaj, je pa tako, ko govoriva o kardinalih, mislim, moj pogled je takšen, da trenutno stanje v kardinalskem zboru med tistimi, ki so volivci, je takšno, da so kardinali zelo različni. To niso več časi, ko je bila večina kardinalov, ki so bili najpomembnejši kardinali Italijani, so se zmenili. To so zdaj zelo različni ljudje iz zelo različnih kulturnih okolij, z zelo različnimi tudi pogledi, in prav je, da se pogovarjajo. Formalno in neformalno.
In jaz, kot že rečeno, jaz se tega veselim in to podpiram. Naj se pogovorijo in dogovorijo. Film Konklave ste gledali? O filmu Konklave imam sorazmerno negativno mnenje, Zakaj? ampak eno stvar bom pa pohvalil. Pohvalil bom kostume. Zakaj pa negativno mnenje? Zaradi tega, gledajte, jaz pač mislim, določene stvari tam so bile predstavljene Senzacionalistično. da. tako senzacionalno, zelo senzacionalno. Tudi zaključek je šel v tej smeri, v smeri nekih zelo točno določenih idej. In jaz mislim, da to ne odslikava realnosti. Kot že rečeno, kostumi so bili pa lepi. Nisem si pogledal celega, ampak samo neke majhne delčke. Danes to snemamo, sreda je, ves čas se dogaja v zvezi z pogrebom, z žalovanji, tudi Slovenija je razglasila žalovanje. Pogovarjal sem se z Markom Vombergarjem, očetom nogometaša Andresa Vombergarja. Ja, predsednik vlade, dr. Golob, je papežu Frančišku, ko ga je obiskal, mislim, da prinesel tudi dres. Od Andresa, da. Ja, mislim, Argentinca, da ki je igra za San Lorenzo, klub, ki ga je imel papež Frančišek. tudi zelo rad, tako je, kot pravi Argentinec. Da, govorili smo o tem, da je ta nekako smrt skoraj da malo spregledana v Argentini, ki je papež v 12 letih ni obiskal, ampak gospod, pač moj sogovornik je dobro pojasnil, zakaj bi to lahko bilo, ni se želel v svoji domovini politično opredeljevati, ker v katerem koli trenutku bi prišel v svojo domovino, bi lahko kdo to potegnil na planu kot neko politično sporočilo. Mimo grede, zanima me, glede na to, da odhajate zdaj v Rim, zato sem omenil datum, ne, že spakirali kavčke, kaj vzamete? Stvar je naslednja. Zdaj, ker mi dva to snemava v sredo, Da. pred mojim odhodom v Rim je še moj odhod v Salzburg. Jaz grem z dijaki v Salzburg, najprej z dijaki Škofijske gimnazije, na kateri delujem, potem pa se v soboto res odpravljam v Rim. Ampak ta moja pot je bila načrtovana že prej, pred papeževo smrtjo. Jaz sem želel oditi na razglasitev Karla Akutisa za svetnika. Ta razglasitev je bila načrtovana v nedeljo, ampak seveda, ker je papež umrl, so zdaj vse razglasitve svetnikov do nadaljnega odpovedane in o njih se bo odločal Frančiškov naslednik. Ampak vseeno smo rekli, odhajam z eno majhno skupino mladih, da vseeno gremo v večno mesto, tako da kovčku še nimam spakiranih, to bom prepakiral, ne. Kovčku še nimam spakiranih, se pa te poti veselim. Ne samo zaradi tega, ker je v teh dneh Rim v središču sveta, ampak predvsem zato, veste, ker Rim je pomembno mesto, tudi takrat, ko papež živi in takrat, ko ni konklava. To je kulturno središče Evrope, to je duhovno središče Evrope, to je zgodovinsko središče Evrope in kot tak človeka vedno znova nagovori, ne glede kolikokrat se tja odpravi. Spomnimo se preteklosti, koliko časa ste preživeli tam in kako blizu ste bili Vatikanu. No, zdaj, to je pa spet naslednja tema, ki je zdaj zelo popularna. Vsi mogoči ljudje objavljajo raznovrstne fotografije z papežem. Ne. Ko človek gleda Facebook, Instagram, X, misli, da se je papež tako rekoč srečal s pol Slovenije. Saj sploh ni rabo priti k nam, saj pol Slovenije je bilo tam pri njemu, na prvi pogled. Ne. Tako da zdaj vsi objavljajo in štejejo, kolikokrat so se srečali s papežem. Jaz sem bil v Rimu 3 leta, 1 leto pred korono, potem tisto najhujše koronsko leto in potem 1 leto, ko je koronavirus, ta pandemija popuščala. Recimo, bil sem tudi na trgu Svetega Petra in praznoval v letu pred koronavirusom Veliko noč ob papežu. Tisto leto se spomnim, da se je papež iz lože Svetega Petra tudi osebno zahvalil Sloveniji, ker je eno od slovenskih podjetij takrat papežu podarilo orhideje za okrasitev bazilike in trga Svetega Petra. Tako da me na Rim in papeža vežejo zelo lepi spomini. Kar se tiče Argentine, pa bi rekel tako.
Zdaj, Argentina je zelo velika dežela, jaz si ne domišljam, da jo poznam, tudi nikoli še nisem bil v Argentini, ampak preko novic in preko mojih povezav, prijateljev, vem, da kljub vsemu se je v stolnici v Buenos Airesu, kjer je papež Frančišek preden je postal papež deloval, bil nadškof, že kmalu po njegovi smrti, že večer po njegovi smrti zbrala ogromna množica ljudi, ki so zanj molili, tako da bi rekel, da njegova smrt v Argentini vseeno ni tako zelo prezrta. Je pa popolnoma res to, kar ste rekli in to, kar je povedal tudi vaš sogovornik, Argentine ni obiskal. To je njegova popolnoma legitimna odločitev. Jaz bom pa dodal to, kak drug papež pa je domovino obiskal večkrat in se tudi politično opredelil. Je prav, da se verski funkcionarji, če smem tako reči, pa me popravite, če je narobe, opredeljujejo politično? Zdaj, ni bil moj namen, da zdaj zaideva v to zadevo, ampak to je, ne. Glejte, treba je vedeti dve zadevi. Prva stvar, zdaj, če govorimo o duhovnikih. Duhovniki smo državljani kot vsi ostali in imamo enake politične pravice pred državo, recimo slovenski duhovniki pred Republiko Slovenijo, imamo popolnoma enake politične pravice kot vsi ostali ljudje. Res je. In v skladu s temi političnimi pravicami se mi, če tako želimo, bi se lahko, gledano z perspektive države Republike Slovenije, lahko tudi politično opredelili. Ampak mi smo se sami odločili, duhovniki, cerkev, če rečemo, da se v dnevno političnih zadevah, ponavljam, dnevno političnih zadevah ne bomo opredeljevali. Zakaj? Ker to škodi ker bi to lahko škodilo, ker bi to lahko škodilo našemu primarnemu poslanstvu, ki je oznanjevanje evangelija in duhovna podpora ljudem. Tako da to je naša odločitev. Zdaj pa je treba priznati, ta odločitev ni samo stvar osebne odločitve, ampak nas znotraj cerkve k temu pač zavezujejo tudi pravila, ravno zaradi tega, ker bi to morebiti lahko škodilo našemu primarnemu poslanstvu. Ampak to je pogled z perspektive cerkve. Pogled z perspektive države bi moral biti, vsi se lahko politično opredelijo. Katoliški duhovniki, protestantski pastorji, vsi državljani Republike Slovenije. Ampak kot rečeno, mi, katoliški duhovniki, smo se odločili in tudi cerkev se je to odločila z pravili, da tega ne bomo počeli v dnevne politične namene, ker bi to lahko škodilo našemu primarnemu poslanstvu. Pri papežu gre pa za neko drugo zadevo. Papež je tudi suveren, to pomeni vodi mikroskopsko državo in kot tak je do neke mere gotovo tudi politična figura. Vsak papež je bil politična figura, papeži 20. stoletja in zdaj tudi Frančišek 21. stoletja so to svojo politično dimenzijo so živeli in živijo na drugačen način, kot recimo v 17. stoletju, ko so bili pač realna politična in vojaška moč v Italiji. Oni to danes živijo predvsem kot moralna avtoriteta. Spomnimo se papeža recimo Janeza Pavla II., ki je dejansko bil na političnem področju moralna avtoriteta, izjemna moralna avtoriteta. In treba je tudi odkrito povedati, tudi papež Frančišek je bil na političnem področju avtoriteta. Recimo, zelo je pripomogel k mirovnemu procesu v Južnem Sudanu, skupaj z anglikanskim nadškofom, sta pripravila dvodnevno srečanje za politične voditelje Južnega Sudana, kjer so razpravljali recimo o miru. In gotovo se boste tega spomnili, na koncu teh pogovorov je papež voditeljem Južnega Sudana poljubil noge. Tako da tudi papež Frančišek je bil politična figura, ampak neka popolnoma drugačna politična figura kot recimo predsednik Francije ali Slovenije ali Amerike. Spomnim se zdaj, ko smo že debatirali o tem, preden smo začeli snemanje, vi ste, preden ste postali novomašnik, večkrat tweetnili.
No, jaz zdaj tega ne počnem, ampak jaz sem predvsem spremljal takrat Twitter, zdaj X, ker jaz mislim, in tu se bova strinjala, socialna omrežja so pač danes viri informacij. Zato tudi vi ste na socialnih omrežjih kot Večer, ne? Mi In vi moramo osebno in promovirati tako. svoje sebine, ampak vas kdaj srbijo prsti, da bi kaj komentirali? Mislim, kaj malega bi lahko, če bi to želel, ampak jaz, kot že rečeno, sem vesel v svojem primarnem poslanstvu. Preden še kaj več povemo o vas, bom samo Anjo vprašal, koliko minut je za nami. Dobro, da ne bomo predolgi. Torej imamo še kakšno minutko, koliko sem vas razumel? bomo podaljšali vse skupaj, razen če se vam mudi naprej. Meni se ne mudi, samo gospa, a bi bili vi pripravljeni povedati, koliko je ura? Mislim, se itak skozi zamudim, tako da. Fantastično. Dobro. Pa ta stol mi je vedno bolj všeč. Mislim, udoben je. Ja, izvolite. Odlično. Nič ne bomo rezali, to bomo kar pustili. Anja, hvala, da si za kamerami in da skrbiš za odličen zvok. Klemen Gartner, še to, preden gremo o nekaj vprašanj še o vas osebno. Novi papež, kmalu ga pričakuje cerkev, ampak zanima me, ali je to dobro, da se taki dogodki zgodijo za cerkev na splošno, glede tega, da pač pride v ospredje, da se popularizira v nekih obdobjih? No, stvar je pač taka, dovolite mi, da sem malo iskriv. Ne boste verjeli, tudi papeži umirajo. Obstaja realna možnost, da boste tudi vi umrli in jaz. Tako da, pač, in v takih slučajih seveda pridejo te vsebine bolj v ospredje. Jaz mislim, zame, jaz tega ne gledam kot nekaj dobrega ali slabega, jaz to vidim kot realnost. Tudi v Sloveniji je še velik procent katoličanov, v Evropi prav tako, po svetu tudi, papež je, kot že rečeno, tudi neka moralna avtoriteta, končno je tudi neka politična figura in čisto prav je, da resni mediji o tem poročajo v skladu z svojo uredniško politiko, kakor pa želijo. Ne? Ja. Izhajate iz Fare, kjer je torej izgajan nad Mariborom, kjer je pač cerkev, recimo, institucija, ki zelo povezuje krajane, kjer se združujejo. Zdaj v nekih bolj urbanih središčih se nam zdi, da je pač vpliv cerkve morda manjši, še vedno ostajajo skupine. Pa me zanima, spremljate kaj te trende, ne, koliko je vera pri ljudeh prisotna, oziroma koliko je cerkev pri ljudeh prisotna. Pač večkrat smo v preteklosti pisali o tem, da je vernih ljudi vse manj. Zdaj, a to spremljate, beležite statistiko, si zapisujete, premišljujete, kako bi zadeve spremenili? Zdaj, odvisno, kdaj vi to, kdaj v letu vi preverjate to situacijo. Če jo preverjate na Veliko soboto, to je en dan pred Veliko nočjo, takrat, ko blagoslavljamo jedila, bi si človek mislil, da so vsi katoličani. In ko nesemo pubeci, gobe. Ja, zjutraj in potem recimo, ko se nese k žegnu po domače, če oziroma k blagoslavu jedil, bi rekel, to poslušajte, sami katoličani. Zdaj, če mi dovolite, da sem še malo iskriv in rečem, zdaj, ko je papež umrl tudi, ne, kot da so vsi sami katoličani, vsi pišejo, kako je bil dober v javne osebnosti, ljudje preko svojih zasebnih profilov. Tako da, glejte, nekaj v ljudeh ostaja iskanje po nečem več, tudi če ne hodijo v cerkev. To je moja prva ugotovitev. Redno, če ne hodijo v cerkev. Zdaj, druga stvar pa je, jaz glede prihodnosti nisem pesimističen, najprej zato, ker je upanje v Bogu za nas, potem pa tudi zato, ker spremljam, kaj se dogaja predvsem po Evropi trenutno in pa recimo po Severni Ameriki, izjemen porast krstov, torej sakramenta, s katerim ljudje vstopijo v cerkev, s katerim dejansko ljudje nekako postanejo del
tega osebnega odnosa z Bogom, izjemen porast krstov odraslih ljudi, katehumenov, ravno na veliko noč oziroma na veliko nočno soboto zvečer cerkev tradicionalno krščuje tiste, ki so odrasli, in te številke so v državah Evrope, za katere se zdi, da že skoraj ni več nič katoličanov, letos recimo, pa tudi že lani, izjemno narasle. Poglejte si Francijo, poglejte si Veliko Britanijo. In jaz mislim, da tudi v Evropi cerkev bo ostala, bo obstala, bo pa nekoliko drugačna. Skupnosti, ki bodo bolj povezane, bodo svojo vero jemale tudi bolj zares. In jaz mislim, dovolite, da se malo, kako ne rečem, tudi tako ponosen, pa rečem, jaz mislim, da te male skupnosti, ki bodo povezane, ki bodo iskrene, da bodo tudi izjemno zanimive za zunanji svet, ki teh vrednot ne bo več imel. Mislite, da bo ob tem, ko so razlike med ljudmi, med revnimi in bogatimi vse večje, tudi ta vloga karitativnosti v cerkvi vplivala na to, da pač bodo ljudje ne samo v veri videli zatočišče, ampak tudi v instituciji, da je tukaj za njih, da jim tako duhovno, kot tudi pomaga s nekako, ne moram reči materialno, ampak sicer, da je v vsakem primeru tukaj za njih? No, jaz pač mislim, da v vsakem primeru nekaj ubogih, nekaj tistih na robu družbe bo, bi si pa mogli mi kot razvita evropska država prizadevati, da bi bilo teh ljudi čim manj. To bi si morali prizadevati vsi. Tudi cerkev, nevladne organizacije, politika, čisto vsi bi si morali za to prizadevati, da je čim manj teh, ki potrebujejo recimo karitativno pomoč, če temu tako rečemo. Je pa dejstvo, cerkev bo vedno, dokler bo obstajala, imela za svoje pomembno poslanstvo tudi karitativno dejavnost. In poglejte, v mariborski nadškofiji se je zgodilo marsikaj, marsikaj se je zgodilo v mariborski nadškofiji, ampak njena karitativna dejavnost ni nikoli prenehala. Nikoli. Nadškofijska karitas je v vseh letih, tudi tistih, ki so bile težke za mariborsko nadškofijo, delovala zelo dobro organizirano, bila je blizu pomoči potrebnim in še več, celo pomagala je nekaterim skupnostim v tujini, konkretno v Srbiji. Cel čas, tudi ko je bilo v Mariboru najtežje. Tako da to veliko pove o tem, da je ljubezen do tistih, ki so ubogi, ki so šibki, del srca cerkve. In na to nas je mimogrede zelo odločno spomnil tudi papež Frančišek. Ne? On je bil papež za uboge, bi se reklo. Ne? On je želel cerkev za uboge. In če kdo, je to mariborska škofija vedno živela. Ne? Da bo moja babica vesela. Razveseliva vašo babico. Ker ste omenili nadškofijsko karitas, pozdrav Branku Mačko, župniku iz Fare, od kore prihajam jaz. Tako da, čez pohvale tako nadškofijske karitas, kot tudi drugim organizacijam humanitarnim, ki pomagajo ljudem. Treba je pa vedeti to, tako kot Karitas je podobno tudi pri vseh drugih organizacijah, da ne bo kakšne pomote. Ampak seveda, gospod Maček, ki je predsednik Karitasa po odločitvi nadškofa, on ima veliko ekipo in pohvala velja tudi njegovi veliki ekipi, tako v centru, na sedežu, kot tudi okrog po vaseh in krajih po vsej nadškofiji. Klemen Gartner, verjetno za tiste, ki niso verni, ali pa tiste, ki so manj verni oziroma ne hodijo redno v cerkev, kakorkoli, eno vprašanje, ki ga verjetno slišite mnogokrat, zakaj ste postali duhovnik, pa če lahko na kratko. Jaz sem postal duhovnik zato, ker verjamem, da je to želja, da je to načrt, ki ga je zame pripravil Bog, in če jaz sledim temu načrtu, bom jaz najbolj jaz. V katerem trenutku? To ni bil trenutek, to je bil en tak daljši
proces. Tako kot tudi, veste, tako kot dva, recimo, ki prijeta skupaj, da se njuna ljubezen utrdi, je to tudi en tak proces. In podobno gre, vse pri meni je šlo tukaj za en proces, ni nič padlo z neba, ni me Bog poklical po telefonu, šlo je za proces. Ok, kaj pa ste rekli, ko ste bili mali? Kaj jaz, ko bom veliki, bom? Več sem imel idej, da bom kuhar, da bom učitelj. Kako vam gre kuhanje? Kuhanje mi ne gre najbolje. Učitelj pa vseeno delate z dijaki? Delam z dijaki in osnovnošolci na našem zavodu Antona Martina Slomška. Zdaj, kako mi gre? Ravnatelj Škofijske gimnazije, dr. Repolusk, ki je strokovnjak za didaktiko, me še prenaša, tako da očitno ne tako slabo, pa tudi ravnatelji ostalih enot dijaškega doma in osnovne šole, tako da malo učitelja tudi sem. Še eno vprašanje, ki je mogoče malo provokativno, ampak si ga je zaželel naš sodelavec, ki sicer ni novinar, je rekel, mene v ful zanima on kot župnik, ne? Ko gre po mestu, pa vidi dekle, ne? Kdaj zaigra srce? Meni srce normalno bije v vseh stanjih življenja, če ne bi se zdaj tudi na moj pogreb pripravljali, malo za šalo. Torej, glejte, mi duhovniki smo, čeprav včasih ne zgleda, normalni ljudje. Normalni ljudje v čustvenem, normalni ljudje v fizičnem, normalni ljudje v mentalnem pomenu te besede in vašemu kolegu vračam vprašanje, se normalnim ljudem to dogaja? Seveda. Bom kar odgovoril v njegovem imenu, upam, da ne bo jezen. Maribor, Slovenija, cerkev, malo se zdi, da je ta zdaj smrt papeža Frančiška, ker nekako zakrila tiste objave izpred tednov o dogajanju glede gospoda Rupnika, ne? Ste vi kaj spremljali to, kako vi gledate kot predstavnik cerkve na to, kar se je dogajalo v zvezi z njim? No, tukaj sem jaz čisto osebno, jaz tukaj nisem niti predstavnik nadškofije, niti kogarkoli drugega. Ja. Stvar je taka, to je zelo težka zgodba. Zadeve povezane z spoštovanim gospodom Rupnikom so zelo težke in tukaj bo veliko dela tudi na Frančiškovem nasledniku. Kajti vemo, da je ta konkreten primer prevzel Sveti sedež in Sveti sedež bo zdaj razsodil dejansko kako in kaj in mislim, da je želja čisto vseh, da se tukaj razsodi, da se končno stvari pride do dna. To je želja čisto vseh, da se stvari pride do dna. Živeti v megli ni dobro. Za nikogar. In jaz upam in verjamem, da se bo zadevi pač prišlo do dna. Je pa res, da ta stvar poteka sorazmerno počasi, če mi dovolite, da to rečem. Ja. Pa da ne bomo zaključili... Bi pa rekel še nekaj. Papež Frančišek in že pred njim papež Benedikt sta na področju spolnih zlorab naredila znotraj cerkve velike korake naprej. Tem korakom sledijo tudi potem krajevni škofje in da ne bo kakšne pomote pri mojem zelo zadržanem odgovoru, jaz verjamem, da bo tudi na tem področju oziroma v tem konkretnem primeru, ne na tem področju, v tem konkretnem primeru prišlo do neke končne odločitve v nekem doglednem času. Ne nazadnje bi to koristilo cerkvi, ne? Ja, to bi koristilo vsem vpletenim. To bi koristilo čisto vsem vpletenim. Tudi žrtvam, da. Absolutno žrtvam. Mi moramo poslušati žrtve. Mi moramo poslušati, sprejemati žrtve. Jaz konkretno, ko sem bil v Rimu, eno od teh žrtev, ki se je javno izpostavila,
tudi poznam, sem jo srečal, dobro, ne poznava se tako zelo dobro, ampak poznam, sem jo srečal in jaz mislim, da absolutno je treba žrtvam prisluhniti in v interesu vseh je, da se pride te stvari do dna, tako tistih, ki so šokirani, onih, ki so ranjeni, onih, ki so skeptični, vsi želimo, da se pride stvari do dna. Nepovezano s tem vprašanjem, če bi bilo glasovanje, če bi obstajal referendum v Vatikanu ukiniti celibat, bi glasovali za? To je nemogoče, da je, zaradi tega, ker cerkev ni demokracija. Čeprav bodo volili novega papeža, cerkev ni demokracija. Kar se pa celibata tiče, je pa to zdaj tema za kak drug pogovor, ker je to tako kompleksna zadeva. Celibat je, jaz sem se zanj odločil prostovoljno, celibat je zame dar, darilo, je pa, tako kot drugi načini življenja, včasih tudi nekoliko težji. Verjamem, da je težek, kakorkoli. Včasih nekoliko težek, ne težji. Ja, težek. Da še to vprašam, ker res hočem zaključiti sproščeno. Pri nas doma obstaja ta rek, pa izročilo, da moraš v enem tednu po veliki noči pojesti 7 žegnov. Zdaj me zanima, to, kje je napisano, to pravilo v cerkvi. Spoštovani gospod Dajčman, če vi mene pogledate, a se vam zdi, da sem jaz glede na mojo konstitucijo primerna oseba, da na to odgovorim? Ja, jaz pa se grem to in to se tudi vidi vsako leto bolj. Tega pa nisem ne. Hvala, da ste to namignili. Ne, nisem tako. Še to, koliko ste do zdaj pojedli? V redu, bom rekel nekaj na temo žegna, kot sklep. Glejte, ponovil bom besede gosta, ki ste ga ta teden že imeli v svojem dnevnem podcastu, v svojih vsebinah, gospoda Cesnika, ki je dejal, to, da ljudje, tudi tisti, ki niso verni, jedo blagoslovljeno šunko, to nekaj pomeni. Jaz se s tem zelo strinjam, to je on enkrat povedal, tako sem ga zdaj citiral, jaz se s tem zelo strinjam in predvsem se mi zdi ključno to, da žegen povezuje družine, povezuje tiste ljudi, ki živijo skupaj. Kajti to naša družba potrebuje. To, da pridemo skupaj, da smo skupaj. In čisto na koncu, neformalno, veste, lepo je biti kristjan, ker vedno, ko nekaj praznujemo vezano na Jezusa, vedno jemo zraven. Odlično. Dober tek vam želimo, če poslušate ta podcast med obedom. Hvala, Klemen Gartner, da ste si vzeli čas. Zdaj, ko mi to objavljamo, boste vi že na poti, tako da varno pot in čim manj problemov logističnih v Rimu, ker bo verjetno te dni in tedne naslednje kaos. Hvala, ja, zdaj sem že najverjetneje, ko bo to objavljeno, bom že na poti. Spoštovani gospod, vas in vašega uredništva se bom v Rimu tudi spomnil v svojih osebnih molitvah. Želim vam obilo dobrega. Hvala lepa. Molite za večer tudi vi, šalo na stran, molite zato, kar vi mislite, da je prav, sicer pa si vzemite čas za večer, za vikend. Naslednje stvari prinašamo v edicijah v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Praznični vikend ponuja dobro branje. V Večeru v soboto preberite. Pred 1. majem, praznikom dela, smo se pogovarjali z Mojco Žerak, predsednico sindikata Mladi Plus. Milenici smo prva generacija, ki smo bolj izobraženi od naših staršev, imamo več kompetenc in referenc, hkrati imamo slabši življenjski standard od njih. Mi smo generacija, ki smo bili malo nategnjeni. To je dejala v pogovoru z Urško Mlinarič. Stvarnost se bolje vidi z skrajnih točk. Je leta 2023 na 10-letnico papeževanja in ko že ni bil več brez zdravstvenih tegob, odgovoril o dodani vrednosti papeža z konca sveta, papež Frančišek. Kakšna je zapuščina papeža Frančiška, ki je v Rim prišel iz Argentine in si dal ime reformatorja cerkve. Je sploh možno, da novi papež ne bi bil nadaljevalec 266. Petrovega naslednika? Piše Vanessa Čokl. Marko Crnković je portretiral Ksenijo Horvat, direktorico Televizije Slovenija, ki med drugim pravi: v zadnjega pol leta nam je gledanost v vseh časovnih pasovih zrasla, v vseh pasovih in pri vseh oddajah, od jutra do večera,
od informativnega do razvedrilnega programa. V nedeljo, na dan boja proti okupatorju, vas bo zanimalo. Diana Umek je medicinska sestra v reševalni službi. Pretresajo jo prometne nesreče, jezi pa jo, ko mladi umirajo zaradi TikTok izzivov. Piše Nives Krebel. Zgodba rubrike Temna plat, skrivnost izginotja 18-letnega Jureta Plevnika Goloba še danes, ko sta že umrla oba njegova starša, ni razrešena. Pogrešan je že 25 let, piše Elizabeta Planinšič. V španske Alicante iz Celovca in nazaj lahko letite od aprila do oktobra z nizkocenovnikom Ryanairom ob petkih in nedeljah. Pozor, cena letalskih vozovnic se začne že pri 20 evrih na osebo. Potepal se je Boris Javšovec, naš mojster reportaž s terenov. Hvala, da spremljate in berete Večer, za konec še preblisk. Pitagora, starogrški filozof, matematik in mistik, je dejal: najkrajši besedi, da in ne, zahtevata največ razmišljanja. Srečno, zdravo, Bog z vami.